Živijo in dobrodošli na 9. Red Orbit webinarju. Danes na zadnjem aprilskem webinarju bomo govorili o tem, kaj nas čaka v novi realnosti. Vlada je po malo več kot 5 tednih karantene končno počasi začela rahljati ukrepe in nekako počasi se vračamo v tisti normalni fizični svet, vendar bo ta nova realnost verjetno precej drugačna od tega, kar smo bili navajeni v preteklosti. Danes bomo govorili o tem, kaj nas čaka, kako se privaditi na novo realnost, kakšni bodo gospodarski vplivi, kakšni bodo vplivi na nas kot potrošnike in prebivalce Slovenije. In z nami je Peter Frankl. Živijo, Peter. Dober dan. Peter je odgovorni in glavni urednik ter direktor časnika Finance, odličen poliglot, praktično voditelj več kot 2000 okroglih miz v preteklih letih in pa meni zelo zanimivi avtor kolumn, ki jih piše za svoj časnik, tako da včasih zelo provokativne, predvsem pa zelo udarni mnenja na različnih področjih. Tako da sem prepričan, da nas čaka danes izredno zanimiv pogovor. Kot ponavadi na desni strani imate chat, sprašujte vprašanja, probovala bova na čim več teh vprašanj tudi odgovoriti, če nam ne rata, pa probamo odgovoriti tudi po drugih kanalih. Tako da, dajva kar začeti. Še enkrat pozdravljam, Peter. Za začetek mogoče eno tako malo lažje vprašanje. Kako si ti osebno doživljal telih 5 tednov karantene? Ja, prvi teden oziroma predkarantenski teden je bil precej vznemirljiv in tudi zoprn, ko se je bilo treba pripravljati na karanteno, ko smo začeli ukrepati, veliko organizacijskega dela. Prvi teden je bil izjemno delaven, potem pa se je začela stvar umirjati. Sam zase lahko rečem, da sem se prvič po več letih odlično naspal. Drugo pa je to, da pa so se nekatere obremenitve precej razdelile. Ljudje, ki recimo delajo v novinarstvu vsakodnevno, imajo veliko večje obremenitve. Tisti, ki pa se ne ukvarjamo toliko z novinarstvom, ki se ukvarjamo tudi s prodajo, tudi z strategijo, pa imamo na voljo morda celo nekaj več časa. Torej, delovne obremenitve so se precej razdelile, nekateri delajo več, nekateri manj, oziroma mogoče to ni prav reči, tako ne. Skratka, nekateri lahko drugače razporejamo svoj čas. Bolj intenzivno pa je predvsem pri tistih, ki delajo, kot bi se reklo po starem, v neposredni proizvodnji. In recimo naša dejavnost informiranja je tukaj pod razmeroma velikim stresom, kajti povpraševanje po hitrih, ažurnih, kakovostnih in pametnih informacijah je zdaj izjemno veliko. Ja, verjetno se je praktično skoraj da čez noč dvignil tako obisk kot povpraševanje po teh informacijah, kar je bilo razvidno tudi iz teh statistik medijskih portalov in vseh medijskih hiš, ki jih vidimo v Sloveniji. Ampak ali lahko zdaj pričakujemo, ko se počasi ti ukrepi rahljajo, da se bomo vrnili v te normalne tirnice? V eni od zadnjih kolumn si napisal malo opisoval, kako se dogaja to v Avstriji, ki je bila ena izmed prvih evropskih držav, pa prva naša soseda, ki je nekako začela rahljati ukrepe. Kaj pričakujemo lahko v Sloveniji? Kako bo to potekalo? Kakšna bo ta nova realnost, v katero se bomo vrnili? Jaz štejem, da bo nova realnost v prvi fazi precej drugačna, potem se bomo počasi vračali v normalno normalnost. Je pa dejstvo, da se bodo nekatere stvari deloma spremenile, morda tudi precej. Kot vemo, so takšne spremembe oziroma tudi krize katalizator sprememb. To, kar bi se sicer zgodilo v recimo 10 letih, se zdaj lahko zgodi takoj. Skratka, nekatere spremembe bodo, verjetno bomo manj potovali na dolge razdalje. Verjetno se bomo nekoliko drugače družili. V začetku bomo bolj previdno nakupovali, kajti kriza bo. Dejstvo pa je, da se bo zgradila prej ali slej v roku pol leta neka normalna normalnost, ki bo za odtenek drugačna
kot je bila ta prejšnja. Morda bo tempo nekoliko drugačen, morda bo tempo nekoliko upadal, več bomo delali tudi od doma. Nekatere stvari, ki so prej bile nekoliko eksotične, bodo postale veliko bolj vsakdanje. Ja, zelo zanimivo si zdaj omenil, kakšne bojo tudi vedenjski vzorci. Se pravi, ja, brez dvoma se je naše vedenje kot potrošnikov ali kot ljudi spremenilo. Za prvomajske počitnice seveda ne bomo mogli dopustovati na Hrvaškem, verjetno tudi kresov ne bo. Rokovanje je skoraj da zločin, če vidiš skupino 10 ljudi, ki se pogovarja zunaj, že malo postran gledaš na njih. Kako smo mi kot osebe spoprijeli s to realnostjo? Tako kot si rekel, počasen bo ta prehod, ampak kakšne vzorce, ki smo jih zdaj mogoče poosebili v zadnjih 5 tednih, bomo tudi ohranili in držali naprej? Nekatere gotovo, manj bomo potovali. To je dejstvo, predvsem na dolge razdalje v prvih nekaj letih. Več bomo delali od doma. Ko se bomo družili, se bomo družili bolj kakovostno in morda ne tako zelo pogosto. Prej ali slej pa bo to prišlo v neko običajne tirnice, ki smo bili vajeni prej, vendar nekoliko drugačne bodo. Spet pa ne toliko. Skratka, realnost bo nekoliko drugačna, spet pa ne toliko. Ampak bi lahko dejali, da v preteklosti smo živeli, 3 mesece nazaj, smo živeli v izjemno potrošniški družbi. Jaz mislim, da potrošništvo seveda še bo obstajalo, vendar če malo poenostavim, verjetno bomo na Tajsko šli enkrat na 3 leta, ne pa 3-krat v enem letu. Dobro, ampak to govoriva samo zdaj o turizmu, kar se absolutno strinjam. Ni zdaj samo strah pa omejitve, ki jih imamo v Sloveniji, so tudi omejitve, ki imajo mogoče druge države, so omejitve letenja in podobne zadeve. Ampak če govoriva zdaj samo o potrošništvu, malo bolj luksuznih dobrin, mogoče malo bolj eksotičnih stvari, ki jih kupujem v Sloveniji in doživljam v Sloveniji, v skladu z gospodarsko rastjo seveda nakupim takih dobrin načeloma naraščajo. Ali lahko pričakujemo, da se bomo začeli ali pa da smo se vsaj malenkost odmaknili od teh starih potrošniško naravnanih vrednot v nekaj drugega? Ja. Vprašanje je pravzaprav pomeni, ali bomo živeli bolj prvinsko, ali se bomo odrekali nekaterim ekstravagantnostim, ki so prej bile normalne. Mislim, da je to treba povezati predvsem z negotovostjo. V začetku bo negotovost velika in nekaterim storitvam in izdelkom se bomo odpovedovali, ker bomo negotovi. Ali bomo več nakupovali direktno od kmeta, kar me mogoče sprašuješ, in manj v diskontu. Da, to smo že prej počeli, že prej smo radi šli do človeka, ki prideluje hrano in ga poznamo, vendar ne tako pogosto in ne vsi. Ta kriza bo katalizator tega, da nekatere stvari, ki smo jih že prej počeli, ko smo se hoteli vračati k prvinskemu, da bomo to še več počeli. Ja. Da, vendar ne bi rekel, da bo ta prehod 100-odstoten, še vedno bomo hodili v diskonte, še vedno bomo posegali po luksuznih dobrinah, ekstravaganci in tako naprej, vendar bo ta ekstravaganca morda nekoliko bolj domača, morda bomo bolj kupovali modna oblačila domačih dizajnerjev in tako naprej. Ne bo pa to tako zelo velika sprememba, da bomo rekli, zdaj bomo pa samo še od kmeta nakupovali. Ja, to se absolutno strinjam. Mogoče se pa bo, vsaj po mojem mnenju, malenkost spoznalo na tem, da ne bomo tako pogosto
in predvsem za zabavo zahajali v nakupovalna središča. Da bomo mogoče zdaj se tudi zaradi tega, ker pogrešamo zaradi social distancinga, druženje malo več preživeli časa tudi s prijatelji, bolj kvalitetno in namesto, da ko me je dolg čas grem v nakupovalno središče, mogoče razmišljam, grem pa raje s prijateljem na sprehod, na kavico, na kosilo, k njemu na obisk ali kaj podobnega, ko bo seveda to mogoče. Nakupovalna središča, poglejva, nakupovalna središča so že pred korono bila vsaj nekoliko pod udarom. Govorili smo o tem, da se vse več odpira majhnih trgovin v mestnih središčih z drugačno ponudbo. To, kar se bo zgodilo, je spet en katalizator, oziroma kar se dogaja zdaj, je katalizator, tega bo še več in drugega manj. Skratka, več se bomo kakovostno družili, manj bomo hodili v nakupovalna središča. Ampak je pa tudi drugo vprašanje, kaj bo recimo, ali je druženje pred kino predstavo in po njej kakovostno druženje. Vsekakor. Ja, po mojem mnenju je, ali bomo več hodili v kino ali manj hodili v kino, oziroma še manj zdaj, ko smo se vsi navadili na streaminge. Prej si bil recimo Netflix, pa si šel v kino. Zdaj pa imaš poleg Netflixa še Amazon Prime, imaš mogoče še kaj od Appla in tako naprej in tako naprej. In je vprašanje, če bo sploh še šel v kino. Ali je kakovostno druženje to, da doma sam gledaš neko nadaljevanko ali da greš v kino. Skratka, ta nova realnost bo po mojem mnenju večplastna. Vsekakor. Tako, kot si zdaj že malo nakazal, nekatere industrije, nekatere panoge bojo precej bolj na udaru kot druge, nekatere bojo pač precej lažje preživele to, ali pa ta prehod. Ampak mogoče malo bolj splošen komentar, kaj čaka naše gospodarstvo? Naše gospodarstvo je gospodarstvo majhne države. To pomeni, da je izjemno odprto in izjemno izvozno naravnano. V gospodarstvu bodo uspevali tisti poslovni modeli, ki so že prej bili močni. Tisti, ki so bili že prej pod disrupcijo, v neki disrupciji so pred njimi še težji časi. Skratka, ta kriza je katalizator pospeševanja nekaterih procesov, ki so že prej bili. Recimo vprašanje avtomobilske industrije in naših dobaviteljev. Vsekakor se tukaj lahko zgodita dve reči. Gotovo se bodo povpraševanje po avtomobilih zmanjšalo vsaj za nekaj časa. Ne vem pa, ali bo zdaj, ko je korona kriza, ali bo to katalizator še hitrejšega spreminjanja v neke vrste električno mobilnost, ali pa bodo te okoljsko-varstvene zahteve nekaj časa v ozadju. Predvidevati, da bomo zdaj vsi šli na električne avtomobile, je veliko vprašanje. Mogoče bo to zdaj v ozadju. Tega ne vem. Vsi si mogoče želimo čistejšega okolja in logično, vendar tega ne vem, kaj bo. Dejstvo pa je, da bo povpraševanje po recimo avtomobilih nekoliko manjše, prvi zaradi negotovosti, drugič pa zato, ker je vprašanje, koliko se bomo vozili. Zdaj, mogoče se bomo vozili več, ker bomo več hodili, več šli z avtom do bližnje izletne točke ali bližnje narave ali na bližnje bomo več hodili recimo v Italijo, ko boš enkrat tam normalno, ali v Avstrijo ali na Hrvaško in manj na Tajsko. Torej, ali bo več avtomobilov prejeli ali manj avtomobilov? Ne vem. Dejstvo pa je to, da bo po mojem mnenju to pa gotovo bistveno drugačna letalska industrija. Vsekakor je. To se nekako sklada mogoče tudi z mojim razmišljanjem, ki sem ga že parkrat izpostavil, da se mi zdi, da podjetja, ki so prišla v to obdobje korone, že malo bolj pripravljena, se pravi na eni strani z disrupcije, tako kot si sam omenil, v mislih, kaj prihaja čez par let, so v tem času naredile veliko razliko do preostalih podjetij. Se pravi, da se dogaja ena polarizacija, da imamo podjetja, ki dejansko cvetijo
ampak ne zaradi korone. Korona je samo, kot si omenil, katalizator, cvetijo zaradi tega, ker so pripravile se že prej, ker so razvijale nove poslovne modele, nove produkte, gledale, kaj prihaja, kaj so globalni trendi, ki šele prihajajo, in na drugi strani imamo podjetje, ki so to nekako zapostavljale in zdaj resno trpijo. Res je. Kakšen je tvoj pogled na to, kakšne bojo posledice tega? Bomo res govorili prišli do večje polarizacije gospodarstva in uspešnih in neuspešnih podjetij? Dejstvo je, da vsaka kriza, vsaka velika sprememba pospešuje nadaljne spremembe. In to se bo dogajalo. Tisti, ki je prej že dobro razumel potrebe svojih kupcev, ki je bil razvojno naravnan, ki je znal gledati v prihodnost, in ne pozabimo še na nekaj, kdor ima dobro finančno podlago, kdor je dobro likviden, ima neke zaloge, ta bo uspešen. Kdor pa se je na veliko zakreditiral za neke investicije, ki so bile starejšega kova, bo pa zelo trpel. Recimo tukaj je zelo zanimivo gledanje spet v turizem, spet smo pri turizmu. Ali je nakup 5 nepremičnin na kredit, zato da si oddajal po Airbnb-ju, primerna zadeva. Ta bo imel velike probleme. Na hitro, brez velikih razvojnih vizij, brez nekega vlaganja v neko prihodnost, to, kar je najbolj logično, najbolj pri roki, to zdaj gre, to bom naredil, greš v banko, denar je poceni. Skratka, poslovni modeli, ki nimajo veliko domišljije in znanja, ne bodo tisti, ki bodo kratkoročno lahko preživeli v tem smislu. Skratka, od Airbnb-ja v naslednjih 3-4 letih ne boš mogel obogateti. Kdor je delal avtomobilske dele za zastarelo tehnologijo in je bil finančno šibek, bo imel problem. Kdor pa je resnično poskušal nekaj videti, nekaj ugotoviti, se zanimati, spoznaval kupce, bo boljši. Je pa dejstvo nekaj tudi to, da bo marsikdo nastradal čisto tako, ker pač ni imel sreče. Tega bo tudi veliko. Marsikoga bo prizadelo, pa ni nič pri tem kriv, če tudi je gledal v prihodnost. Tudi to bo prinesla korona. Življenje ni pravično. Tako. In to je zelo dobra misel. Pred par tedni sem gledal intervju z Barackom Obamo in je eno ful dobra misel. Je rekel, uspešni ljudje niso uspešni zaradi tega, ker so super pametni. So super pametni, ampak zraven tudi najbolj uspešni ljudi rabijo kanček sreče. Ogromno je zelo pametnih ljudi, z izjemnimi idejami, ampak ti rabiš tudi nekaj sreče. Tako kot si tudi sam zdaj omenil, potrebno bo tudi nekaj sreče, da ti uspe, kljub temu, da si mogoče na vse si pripravljen. Je še nekaj za poudariti, seveda je potrebna sreča. Sreča te vedno spremlja in ne spremlja. Včasih si na pravem mestu, v pravem času, včasih te pač tam ni. Je pa še nekaj, ne gre pri uspešnem podjetništvu nujno za pamet. Gre tudi za pamet, gre za sposobnost prilagajanja in sposobnost prilagajanja v marsičemu tudi odvisna od tega, koliko ti nepotrebno razmišljaš. In velikokrat se zgodi to, da ljudje, ki imajo visok intelekt, zelo veliko razmišljajo in včasih zanese na področje, ki niti ni nujno potrebno za uspeh. Uspevali bodo tudi ljudje, in to je vedno bilo tako, da so uspešni marsikdo, ki ni obremenjen s preveliko dozo intelekta. Ja. Malo se bom vrnil na turizem. Dobila sem namreč eno vprašanje od Simona, ki pravi, dejavnost iger na srečo je pomembno usmerjena na tuji trg Italija, Avstrija in odvisna od tujih gostov. V tem času je porasla ponudba tujih prirediteljev spletnih iger na srečo. Kakšne so vaše napovedi za področje turizma in gospodarstva v Sloveniji v prihodnje? Torej, skratka, če se omejim na igre na srečo.
igre na srečo v klasični obliki, kazinoji in tako naprej, konjske stave recimo, to bo problem socialnega distanciranja oziroma ti težko boš prišel v igralnico na tak način, kot si prišel nekoč. To bo drugače. Poprašimo se recimo, kar ni povezano z igralništvom, kaj bo recimo s plesnimi tečaji? A je kdo pomislil na to? To je tudi gospodarska dejavnost. Ne? Kako boš ti imel plesno šolo? Ne? Podobno je z igralništvom. Potem, recimo prireditelji klasičnih iger na srečo bodo imeli težavo. Zdaj pa govorimo o srečkah, to po mojem ne bo tako hudo. Pač ljudje bojo še naprej kupovali srečke, vprašanje je, kaj bo športom. A bo šport tako privlačen, če ne bo množičen? Potem gremo naprej. Splet. Seveda, tukaj imaš ti veliko konkurence pri igrah na srečo in pričakovati je sledeče. Države bojo veliko bolj rigorozne pri nadzoru. Skratka, monopoli domačih se bodo okrepili in prav pri igrah na srečo je to mogoče celo v redu. Pričakujem, da bodo spletni tuji ponudniki pod veliko večjim nadzorom regulatorjev. Kazinoji, šport, kako bo s kazinoji? Torej, vprašanje je podobno kot plesna šola. Kako bo z klasičnimi igrami na srečo povezani s športom? Odvisno od tega, kako privlačen bodo množične prireditve v športu. Ampak po mojem mnenju to prej ali slej bodo spet. Kar se pa tiče nadzora nad tujimi ponudniki in nelojalno konkurenco, ja, tukaj bo pa nadzor od strani regulatorjev veliko večji, nedvomno. V prednosti bodo domači ponudniki, bolj kot doslej. Kar ni nujno narobe. Ja, zdaj mogoče sem malo vrnil na tematiko, ki se je prej odprla polarizacija gospodarstva, pa ima še mogoče na socialo pogledati. Se pravi, ali se bo podobno zgodilo tudi v naši družbi? Obstajajo seveda socialne razlike, že vedno so obstajale, ampak bo s spremembami, ki smo jim priča, ali bodo te razlike še večje? Ali bo nas to dogajanje bolj zbližalo? Torej, vprašanje je, ali bo še večji recimo razkorak med bogatimi in revnimi? Tako. Torej, če je to vprašanje, bi rekel, da bodo države več pozornosti namenjale prerazdeljevanju nekaterih bogastva in dobrin. Sklepam, da bodo prej slej davki višji in da bo država pripomogla temu, da bo poskušala aktivno blažiti ta trend povečevanja socialnih razlik. Pričakujemo lahko, da bo država imela večjo vlogo pri prerazdeljevanju. Skratka, več denarja bo za ljudi, ki jim ga danes bolj primanjkuje. Dobro, ampak rekel bi tako, trend razslojevanja družbe se bo precej upočasnil. Ok, rečemo, da se strinjam, ali pa imam vsaj veliko želje, da se to zgodi. Ampak to je država. Se mi zdi, da kot posamezniki smo tudi malce, ali pa kar precej odgovorni, da kaj naredimo glede tega. Slovenci smo tipično znani po temu, da smo nemočljivi. Ne moramo prinesti soseda, ki mu bolj uspeva kot nama. Ne? A se to zdaj spremenilo? A bomo ratali bolj sočutni, a bomo ratali bolj solidarni? V prvi fazi gotovo da, potem pa bomo prej ali slej bomo postali dobri stari Slovenci. S tem, da Andraž bi povedal tole, da ta nevoščljivost, fovšija ali celo, če rečemo še bolj pejorativno, fovšarija, ni nujno značilna samo za Slovence, značilna je za dobršen del Evrope, predvsem srednjo Evropo. Skratka, mislim, da ko poskušam spoznavati naše sosede in tudi ne samo sosede, ugotavljam, da ta fovšija ni povezana samo s slovenskim nacionalnim karakterjem, je bolj s človeškim karakterjem.
Mogoče. Gospodarskih napovedi je kar precej. Od tega, da so nekako napovedi, da smo pričali največji gospodarski krizi po drugi svetovni vojni, do drugi strani IMF-ja, ki je, mislim, da včeraj predvčerajšnjem objavil številke, da naj bi bila že drugo leto gospodarska rast tako velika, da ne bi nadoknadili celotni upad gospodarstva v letošnjem letu. A smo v krizi, ali nismo? Zdaj, trenutno smo v krizi in gotovo bomo vsaj 3 mesece v krizi. Ali bo potem, če bomo 3 mesece, bo to recimo črka V, če bomo nekoliko več, bo črka U in potem pa so že spet drugi scenariji. Prosim? Ali obstaja po tvojem mnenju? L je ena takšna čudna stvar. No. Mislim, da L v klasični obliki po moje sploh ne more obstajati. Ne. Se strinjam. Skratka, je samo vprašanje hitrosti, kako se bo gospodarstvo dvigovalo. Jaz mislim, da bomo gotovo 3 mesece v razmeroma globoki krizi, potem pa se bo začelo pobirati. Je pa marsikaj odvisno spet od dejavnosti. Ne? Kaj je s tem, vse dejavnosti, ki so povezane z bližino sočloveka, in že spet bom povedal na najbolj banalnem primeru plesne šole. Kaj bo s plesno šolo? Kdor je blizu plesni šoli, ta bo moral iskati nove poslovne modele, če bo hotel normalno živeti. Mogoče bo pa cepivo zelo hitro in mogoče to sploh ne bo več problem. Dosti odvisno od farmacevtov. Ja. Eno odlično vprašanje povezane s tem, z farmacijo, sva lihkar dobila od Dejana Turka, ki pravi, da veliko razmišlja o kompetitivni prednosti na trgih tistih, ki so že preboleli korono in so recimo imuni. Čeprav tega še ne vemo, vsi imuni, ampak rečemo, da so. Ali misliš, da bo to ena ključnih kompetenc pri zaposlovanju, immunity passport, v bodoče še posebej delovna mesta s strankami? To je pa, mislim, kdor je to vprašanje postavil, ima zelo zanimiv Logično bi bilo sklepati, da avtomatično se ponuja misel, ja, logično je, da bo tisti, ki je prebolel korono, bolj kompetitiven oziroma bo imel večje možnosti za uspeh na trgu dela, predvsem to strankami. Po drugi strani pa bomo verjetno imeli, če imamo že GDPR, verjetno se te prednosti ne bo smelo izpostaviti, kaj šele vprašati. Ne? Skratka, ta bias verjetno ne bo regulacija prej ali slej onemogočila, da bi bili v prednosti tisti, ki so preboleli korono. To je tako kot recimo, oprostite, mogoče primerjava povsem neprimerna nosečnost ali pa starost. Ne? To bodo politično izjemno nekorektni pogledi, če bomo res to. Iz zdajšnjega vidika bo to politično precej nekorektno. Ampak prej bo tudi, upam, da bo prej tudi cepivo na voljo in da sploh ne bomo prišli do te faze. No. Ja, se strinjam, pa mogoče se še malo kasneje k tem vrneva. Sam še eno primerjavo bi malo skočil nazaj naredil. Si rekel, v krizi bomo vsaj 3 mesece. Kakšna je pa primerjava s krizo leta 2008? Mislim takole. Primerjava z leta 2009. V Sloveniji smo imeli takrat izjemno veliko krizo, predvsem na področju, pri katerem sem sam, recimo medijev. Mislim, da ta kriza za mene osebno ne bo tako zelo drugačna, kot je bila kriza tedaj, vendar se je tedaj časovno nekoliko bolj razpotegnila.
Recimo, v državah Zahodne Evrope se je finančna kriza poznala z upadom 3, 4, 5%. Mi smo takrat imeli 8% in smo nekako zdaj bolj tough. Jaz skratka bi rekel, da bo občutek precej podoben, ne glede na to, da je bila to kriza finančna oziroma bančna kriza, ki je bila povzročena od znotraj, današnja kriza pa je povzročena od nekega dejavnika, ki je pravzaprav od zunaj. Skratka, podobno se počutim kot leta 2009 in podobno se počutim tedaj, ko smo počasi kot mladeniči stopali na trg dela, ko se je rojevala nova država in nov sistem. Skratka, velika negotovost. Ja, in jaz imam tudi eno zelo lepo usporednice. Leta 2009 se mi po moje prvič spoznala. Takrat je Redor bil zelo mlado podjetje. In časnik Finance nas je imenoval za najpodjetniško idejo tistega leta. In vem, da sem bil prav najpodjetniške ideje smo v svetu povlada gospodarska kriza, how convenient. Ampak moje razmišljanje takrat je bil mogoče tudi zaradi tega, ker smo bili mlajše podjetje. To ni kriza, to je priložnost. Kriza je nekaj, kar mine. Kriza pride in gre. Se mi zdi pa, da kriza ali karkoli se je zgodilo leta 2009 in je podobno, po mojem mnenju, kar se dogaja danes, ni kriza, ker je samo ena evolucija, ena spremembe, ki bojo do ene mere ostale. Mogoče zdaj je malo zelo destruktivno obdobje, ampak ne bomo se v popolnoma vrnili v to, kar smo imeli, ampak smo priča dejanskim spremembam, ki bodo ostale. Mogoče v povezavi s tem, kakšen bi bil tvoji nasveti, kako obrniti to krivuljo čim hitreje navzgor? Kakšen recovery narediti? Prvo, moraš imeti nekatere danosti. Danosti so seveda te, da imaš nekje denar. Brez denarja v tej likvidnostni suši bo izjemno težko. Če imaš denar, če imaš ti nekakšno podlago, je potem logično samo to, da pogledaš, stopiš na goro, pogledaš navzdol, vidiš, kaj je trg in poskušaš s poznavanjem kupcev najti svojo priložnost na področju, ki ga še kar dobro obvladaš. Ni nobene druge. Skratka, vedno ob krizah, in zdaj smo jih preživeli že kar nekaj, se postavlja vprašanje, a gremo nazaj k osnovam. Da, nazaj k osnovam in največja osnova, najbolj pomembna osnova je poznati kupca, razmišljati z njegovo glavo in še več korak naprej se potopiti v kupca in potem v kupčevega kupca. To je odlično, absolutno se strinjam. Zanimivo je to, ki si omenil, gremo nazaj k osnovam. Kaj to pomeni za Evropsko unijo? Kakšna je prihodnost? A se je zgodil, tukaj en komentar, ni Brexit, ampak Italexit, oziroma kako bi temu rekli? Evropska unija, ja. A je osnova unija, je osnova smo spet vsak zase? Evropska unija bo verjetno nekoliko drugačna. Države bodo krepile nadzore. To je dejstvo. In bodo manj pripravljene dajati nadzor na neko višjo raven na Bruselj. Ali bo Italija izstopila iz Evropske unije oziroma iz evra? Po mojem mnenju ne. Je pa vprašanje, kaj se bo dogajalo na severu Evrope. Namreč ni nemogoča situacija, da kljub prednostim, ki jih evro ponuja, recimo Nemcem, da bodo ti hoteli se bolj povezati z v neko drugačno obliko povezovanja in da bojo se poskušali distancirati od Južne Evrope. Mislim, da to distanciranje ne bo takšne vrste, da se bo gospodarsko delovanje odpravljalo nasprotno, ker to je za Nemčijo izjemno pomemben trg, Italija in Francija. Vprašanje je, kaj bo skupno valuto. Lahko se zgodi, da bojo Nemci rekli, oprostite, ne bomo sodelovali pri korona obveznicah in da grejo sami ven. Po drugi strani
Je pa nekaj pozitivnih znamenj. V Nemčiji se kaže razvoj, da so populistične stranke zdaj bolj pod udarom, kot so bile prej. Skratka, njihova popularnost je manjša, večja je popularnost Angele Merkel. Potem, če gremo v populizmu še naprej, Milano oziroma Lombardija je največji bolnik v Italiji ta hip. Tam je na oblasti Salvini. Lega. In je vprašanje, kaj to pomeni za italijanske populiste korona. Giuseppe Conte je v Italiji zdaj zelo priljubljen oziroma se je pokazal kot nek moder človek. Ni enoznačnih razvojev. Vsaka razvojna krivulja ima svojo nasprotno krivuljo. In kaj bo tukaj najmočnejše, kaj bo prevladalo, ne vem. Dejstvo je, da bo Evropa nekaj časa šibka, to sem prepričan, lahko pa pride do tega, da bodo nazaj prišli v politično ospredje še bolj pametni in kultivirani obrazi. Ja, absolutno se strinjam, rekel si, pač živimo v negotovem svetu in ne vemo, kaj se bo, precej stvari se hkrati dogaja in ne vemo, kaj se bo tudi tako na političnem in gospodarskem področju zgodilo. Mogoče malo bolj ena tematika s tabo in s financami povezana. Kaj se bo pa na medijskem koncu naredilo? Na medijskem koncu medijska dejavnost je v bistvu ena od gospodarskih dejavnosti. Ni kaj dosti drugačna od drugih dejavnosti, čeprav smo v medijih prepričani, da smo nekaj čisto posebnega. Sam kot medijski človek s svojimi kolegicami in kolegi, ki si to predstavljajo, da smo nekaj povsem drugačnega, ne strinjam. Veljajo iste zakonitosti. Kdor je prej gledal prihodnost, kdor se je prej bolj poistovetil s kupcem in kdor ima dobro finančno podlago, bo lahko kar dobro živel. Še več, lahko se zgodi to, kar velja tudi za druge trge, da se bodo igralci med sabo koncentrirali, nekateri bodo odpadli, nekateri manjši bodo postali večji, nekdo bo šel v drugo dejavnost, nekdo bo tudi propadel. Skratka, predvidevam, da bo nekoliko večje koncentracije na trgu. V zadnjem času se kar veliko govori, ne o fake newsju, to je že dolga leta mogoče aktualna tema, ampak predvsem o prikrivanju informacij in pritiskih na Kitajsko, da je delala to pri prikrivanju informacij o širitvi virusa, o številu obolelih, ampak Kitajska se zdi precej daleč stran, se pa podobne zadeve dogaja tudi precej bližje nam. Spet, kar nekaj časa nazaj je en ameriški senator izjavil, vsaj meni zelo zanimivo izjavo: "You're entitled to your own opinion, but you're not entitled to your own facts." Pač dejstva ne moreš spremeniti. Komu bomo sploh še lahko zaupali? Že spet, ne? Kitajska je daleč. To je res, vendar je bila zelo blizu. Še zdaj je zelo blizu. Nekatere stvari se bodo spreminjale, se bodo nekatere verige, recimo svet se bo deglobaliziral. Recimo neke verige vrednosti, logistika in tako naprej bo drugačna, kot je bila. Več se bo v lokalnem dogajalo. To velja tudi za medije. Skratka, govorimo o tem, da bo digitalizacija potekala vzporedno in že zdaj poteka vzporedno z večanjem vloge lokalnih držav. Torej, in dejstvo je, da bo država posegala bolj na to področje fake newsa. Če je Facebook rekel, mi smo samo platforma, bo čez nekaj časa slovensko kulturno ministrstvo reklo: "Dragi moj Facebook, ti nisi nikakršna platforma, ti si medij in imaš, da vzpostaviš normalen nadzor. Imenovati moraš administratorje, urednike in tako naprej, ki bodo skrbeli za to, da bo tega fake newsa manj." Skratka, vloga lokalnih oblasti bo večja. Kako pripravljene so te lokalne oblasti, da častivredno prevzamejo te vloge,
je verjetno veliko vprašanje. Dejstvo pa je, da če bo lokalna oblast razmeroma častivredna, potem bo pameten pritisk na platforme, da se tukaj naredijo nekateri kontrolni mehanizmi, ki bojo veliko bolj rigorozni, kot so sedaj. Ampak kdo pravi, da je pa vlada oziroma nekdo lokalno tam gor neki pravi naslov in bo dejansko neopredeljen glede vseh tematik, ki ne bo delal ene propagande skozi to. Oziroma, če grejo malo to, kar se zdaj dogaja, oziroma napoveduje, pa ali se je zgodilo, se ne bo, pustimo zdaj. Ampak nekako ideje so, pobudniki obstajajo, gremo slediti vsemu prebivalstvu preko mobilnih telefonov, seveda pobudniki to upravičujejo z kršitvo zasebnosti, če tukaj govorimo, dejansko upravičujejo z zdravjem, javnim zdravjem. Kje je meja? Mislim, da bo tukaj meja v regulaciji oziroma v zakonih. Ti danes, midva, kdorkoli že, lahko na Facebook napiše marsikaj. Mislim, da bo tožilec imel veliko več možnosti, ali tožnik, da bo to preganjal. Seveda pa govorijo potem o neodvisnosti sodstva in o splošni politični kulturi. Da bo Facebook rekel, jaz nisem za nič odgovoren in zdaj se to že popravlja, da bo rekel, jaz sem zgolj platforma, tega ne bo. Na tak način, kot je bilo še pred nedavnim. Tudi to bo katalizator sprememb. Tudi to bo posledica teh sprememb. Večji državni nadzor oziroma večja vloga regulativnih mehanizmov in institucij. Ja, ampak mogoče ponovno vprašanje, kje je meja, ali tukaj pridemo do koncepta Big Brotherja, kitajskega oziroma v tem primeru slovenskega, ki bo nadzoroval vse, ne samo zdaj, pustimo zdaj Facebook, pa te platforme, tudi nas, mobilne aplikacije, tudi vas kot mediji, vse, kar se dogaja in bomo živeli v enem totalitarnem režimu. Skratka, meje med demokracijo in totalitarnim režimom, zato se je vedno treba zavzemati za neko demokracijo. Po drugi strani, kaj pa tudi demokracija pomaga, če jo lahko nekdo zlorablja na vsakem vogalu. Nenazadnje se lahko vprašamo tudi to, kateri režimi so prišli na oblast povsem po legitimni poti celo. Legitimni, ne samo legalni. Skratka, vprašanje je predpisov regulacije in moči države oziroma častivrednosti lokalnih politikov. Kultiviranosti. Častivrednost in kultiviranost. In na koncu bojo imeli seveda zadnjo besedo volivci. To je pa res. Ne? In včasih jo premalo izkoriščamo. Res je. Jaz bi si želel, da bi bil svet vsaj to, da se bojo ljudje, predvsem pametni ljudje, bolj politično začeli udejstvovati, recimo, da bi zmanjšali volilne abstinence. Ker močni so tisti, ki žal tisti, ki so veliki radikalni verniki. Pametni ljudje, marsikdo se pohvali s tem, jaz pa ne grem volit, ker sem nad tem. Ampak trpi pa na koncu točno ta oseba. Točno ta oseba. Zdaj pa mogoče za konec, da nam ne bo zmanjkalo časa, še en komentar točno aktualne zdaj teme, ki se je odprla. Kakšen po tvojem mnenju bo vpliv gospodarskih ukrepov, ki jih je država nekako lansirala oziroma pripravila? Ali misliš, da to, kar nas čaka, bo v redu, bomo zaradi tega slovensko gospodarstvo hitreje ukrepalo, bo bolj konkurenčno kot druga gospodarstva? Kaj to, kar vladi dela, je v redu, ni v redu? Torej, vlada načeloma dela še kar v redu, s tem, da je mogoče nekoliko zmede povzročile so te spremembe korona zakona, protikoronskega zakona, predpisov. Skratka, načeloma je ok, vendar nekatere napake pač moramo, recimo temu, stoično prenašati in se jim prilagoditi. Recimo, da je zdaj potrebna nekakšna stoičnost. S čelado na glavo in skozi te nejasnosti.
Slovenci imamo to prednost, da nas je kriza leta 2009 prizadela huje kot druge in da imamo mogoče jo malo bolje v spominu. Potem Slovenija ima to prednost, da je tukaj kar nekaj znanja. Je pa res to, da smo v letu 2018 že začeli čutiti nekakšno upehanost gospodarstva, ki je temeljila na neki vrsti počivanja na lovorikah. Spomnim se kongresa Združenja menedžerjev leta 2018, ko je tedanja, ali je bilo 2017-2018, je tedanja izvršna direktorica rekla, se je postavila na govorniški oder in rekla, kakšno leto je za nami. Skratka, počivanje na lovorikah, to je najhujše. Aroganca je najhujša. To je velik problem. Ti moraš v poslu skozi nekaj delati, nekaj razmišljati, kako boš naredil, kako boš boljši, kaj boš lahko popravil, kako boš čim bolje gledal v kupca. Mi smo v letu 2018 na to nekoliko pozabili. 2019 nas je že malo spravilo k pameti, korona kriza pa do konca. Torej, ampak to ni značilno samo za nas, da smo bili malo objesni. Mislim, da smo kar v redu. Bomo pa krizo čutili zato, ker smo še vedno na neki ravni tehnološkega znanja, kjer smo predvsem dobavitelji nekaterim sistemom. In te vedno stisnejo. Ampak verjetno smo boljši kot pa drugi. Ja, mogoče še za konec en malce provokativno, ampak mogoče malo bolj filozofsko vprašanje. No? Kaj je tista ena stvar, za katero misliš, da jo kot družba ali pa kot posamezniki absolutno moramo narediti? Tista ena stvar, ki je pa čez 20 let nočeš, da te tlači nočna mora. V smislu, vedel sem, kaj se dogaja, vedel sem, da moramo nekaj narediti, pa nismo nič naredili. Kaj pa vem, no? To lahko povem sam iz osebnih izkušenj. Skratka, kot nek človek, ki imaš neko moč, ki moraš voditi svoje sodelavce, pač moraš pustiti sodelavcem, da sami razmišljajo in da sami najdejo poti. Potem ti narediš nekakšno sintezo in pustiš ljudem, da pride do izraza njihova moč in strast. In pamet. Kdor bo zdaj na dolgi rok prevzel oblast v svoje roke kot lider in tega bo to kratkoročno mogoče v redu, na dolgi rok boš pa moral pustiti talentom, da se razvijajo. Kajti samo talenti, ki so okoli tebe v podjetju, bodo pripeljali k rezultatom. Sam ne moreš vsega narediti. Pusti ljudem, da delajo, da živijo svoje poslanstvo in da so uspešni. Poišči okoli sebe ljudi, ki so boljši od tebe. Odlično. Hvala, Peter. Odličen pogovor. Čast mi je bilo pogovarjati se s teboj. Upam, da bomo imeli še kdaj v kratkem priložnost nadaljevati tale pogovor. Upam tudi, da ste vsi, ki ste danes poslušali, izvedeli veliko zanimivih informacij, kaj uporabnike in da boste lahko pri sebi kaj spremenili. Preden se poslovimo, če napovem naslednji našo konferenco praktično, in sicer na desni strani v zavišku offer je že vidno, mi bomo v sredini maja organizirali eno bolj konkretno online konferenco v tem, kakšna bo digitalna naravnost posebej za e-commerce in retailerje, kjer se bomo malo bolj poglobili v to tematiko, tako da imeli bomo cirka 6 različnih predavateljev, ker mislimo, da je to eno od ključnih področij, ki se trenutno najbolj razvija in je najbolj tudi na udaru v pozitivnem in negativnem smislu. Seveda bomo pa tudi v maju nadaljevali z novimi webinarji, posvetili si bomo predvsem turizmu, ker vemo, tudi danes je bilo ogromno vprašanj o turizmu, ki tudi nisem mogla pokriti. Peter, ti si večkrat omenil, to je panoga, ki bo verjetno doživljale največje spremembe in planiramo tudi webinarje na to temo. Še enkrat hvala, Peter, in hvala vam. Andraž, najlepša hvala. Hvala.
Nasvidenje.